z vašimi orodji izdelujete tako kovinske kot plastične izdelke. Zdaj, mene zanima, je kakšna razlika v materialih za ta orodja? Recimo za plastične pokrovčke, recimo, je drugačno material orodja ali ne, kot recimo za kovinske ključe? Ja, lejte, tukaj imamo zelo velike razlike. Čist prvo je, za kater tehnološki postopek predelave bo. To se pravi, poznamo postopke predelave plastike, ki jo delimo spet na duroplaste in pa na termoplaste. Duroplasti so materijali, ki jih enkrat predelate, jih ne morete več predelovati, tako ostane, po uporabi ga lahko samo še stran vržete. Termoplasti so pa materijali, ki lahko jih vi reciklirate, to se pravi, vi čez določen čas se naveličate tistega izdelka, ga date na odpad, tam ga sortirajo in ga potem zmelejo, pa ga ponovno se predela. In te termoplaste, to je tisto, ki največkrat slišimo pod plastične mase, teh se predeluje, bi rekel, 80%. Ampak govorimo za orodje. Potem pa orodje je pa za vsak ta tehnološki postopek drugačen. To se pravi, orodje, če gledamo za ene termoplaste, mora biti tak, za duroplaste drugačen, za predelavo kovin, kjer imamo spet en kup teh postopkov, ponavadi jim rečemo kar skupno štancanje, ampak teh štancanje je veliko, je spet drugačen. Razlike so pa v tem, to se pravi prvo konstrukcijsko, kako so narejeni, drugo je pa tudi v tem, kaj hočemo od njih. Namreč, takrat, ko stranka pride k meni, vedno se prvo pogovarjamo, za kakšno količino delamo orodje. A je to 10 000, a je 100 000, a je milijon kosov. Takrat, ko imamo ta podatek, se odločimo potem, na kakšen tehnološki postopek bomo delali te kose. In s tem, ko se to odločimo, kakšen orodje bo. Je v bistvu proces oziroma šolanje, recimo temu na Češkem, kot ste povedali, da ste ustanovili sodelovanje, drugačno kot tu v Sloveniji? Torej, za Češko nimamo izkušenj, letos naši dijaki potujejo tja prvič, sicer pa je tudi odvisno od dolžine samega projekta. Trenutno projekt, ki ga imamo v planu v tem šolskem letu, traja samo 14 dni, tako da gre zgolj za usposabljanje in primerjavo izobraževanja na tem CNC področju. Jsem ráda, že tady tento projekt je podporován z prostředků Evropské unie a není to naše první zkušenost, protože my jsme spolupracovali už v minulých letech se školami například v Německu, v Rakousku nebo také v Turecku. Slovinsko ovšem je pro nás novou zkušeností v tom, že jsme tady našli přátelský přístup, velmi pohostinné partnery a mohli jsme díky příbuznosti jazyku konzultovat některé věci, které se týkají vzdělávání nejenom v anglickém jazyce, ale také ve slovinštině a našli jsme skutečně hodně porozumění. Princip dela, od tega začetnega dela do končnega izdelka je podoben kot pri tem orodjarskem delu. Se vi sami sebe tudi imenujete orodjarji ali ne? Mi se, neke vrste smo tudi mi orodjarji, ja. Čeprav ta način dela, ki ga mi upravljamo, je bolj modeliranje, ker so taki veliki kosi, da zmeraj pride še do kakšnih sprememb na samem modelu in potem moraš to ročno zmodelirati. Ampak potem kasneje pa izdelujemo orodja, se pravi smo na nek način smo tudi orodjarji. V bistvu orodjar se lahko zelo prilagaja stranki, ima računalniško voden program, gre ponavadi za manjše stvari. Tele jadrnice so pa ogromne zadeve. Koliko se lahko vi prilagajate stranki? Ravno tako, ko se eden, ki izdeluje recimo kakšen ključ, ki ga morajo odliti, ravno tako se moramo mi ali pa še bolj stranki prilagajati. In mi, ko delamo model do konca naredimo, potem pride stranka k nam v podjetje, pride pogledati, kakšen je model in on ima zmeraj še kakšne svoje ideje, kako bi kaj spremenil, in takrat moramo mi pač to spremeniti. Ko je pa enkrat res
dokončan model, takrat pa potem začnemo orodje odlivati. David, povej mi, kaj pričakuješ od tega poklica v prihodnosti? Pričakujem zelo veliko. Vem, da je orodjarska industrija strateško zelo pomembna, ena gonilnih sil tehnološkega razvoja. Zato vidim možnost nehnega izobraževanja in dodajanja svojim sposobnostim. S kadri imamo probleme, mi smo zelo hitro rastoče podjetje in recimo samo v letošnjem letu smo najeli 100 ljudi in pri nas jih je dosti težko najti, tako da imamo probleme. Mednarodnemu sodelovanju dajemo na naši šoli velik poudarek. Navezujemo stike s sorodnimi šolami v tujini, tako da se dijaki vključujejo v projekte v okviru nacionalne agencije Leonardo da Vinci. Ravno zdaj, v mesecu novembru, 6 naših dijakov in 4 učitelji potujejo v Zlin. Letos smo navezali stike za češko šolo, tja pa potujejo zato, da bodo pridobili nova teoretična in praktična znanja z področja CNC programiranja in izdelave izdelka na CNC strojih, da bodo imeli priložnost jezikovnega izpopolnjevanja, da bodo lahko imeli priložnost poznavanja naravnih, zgodovinskih, kulturnih znamenitosti, da bodo nazadnje imeli priložnost tudi primerjati izobraževalni program naše dežele in njihove. Vsi dijaki bodo prejeli Europass potrdila in s tem v bistvu dvigujejo svojo konkurenčnost na evropskem trgu delovne sile. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljenih 205 prostih delovnih mest za poklic orodjar. V enakem obdobju je zaposlitev iskalo 60 brezposelnih orodjarjev. Brez orodjarja ni dobrega orodja.